Društvo Gibanje za mladino je postalo del mreže Europe Direct, ki je odgovorna za informiranje lokalnega prebivalstva o Evropski uniji. Z novim letom je 3-letni mandat nastopila informacijska točka Europe Direct Pomurje, ki bo poslanstvo mreže opravljala v naši regiji. V studiu se nam je pridružil vodja točke Dejan Bogdan, ki ga lepo pozdravljam. Pozdravljen. Torej, mogoče za začetek, če pojasnim vam, kakšne cilje ste si postavili v tem 3-letnem obdobju? Ja, zagotovo osrednji cilj mora biti, da dvignemo raven informiranosti prebivalcev Pomurske regije o politikah Evropske unije in pa predvsem o priložnostih, ki jih Evropska unija ponuja državljankam in državljanom. Seveda pa je tudi naš cilj kot točke, da povezujemo akterje v regiji in širše, ker menimo, da bomo na ta način tudi dosegli potem večji informacijski učinek. Zdaj, za dosego teh ciljev pa imamo na voljo različna orodja, bodisi svetovalne storitve, bodisi učinkovito komuniciranje preko socialnih omrežij ter seveda sodelovanje z mediji. Pripravljamo pa že v letošnjem letu tudi številne dogodke, s katerimi bomo opozorili na različne prioritete Evropske unije. Torej, recimo za primer, če nekoga zanima študiranje v eni od članic Evropske unije, se lahko za več informacij obrne na vas. Seveda bomo v okviru kapacitet točke nudili ustrezne informacije, bi pa na tem mestu poudaril, da so nam v oporu tudi specializirane mreže Evropske komisije, na katere se obrnemo oziroma na katere napotimo stranke v primeru zelo konkretnih oziroma specifičnih vprašanj. Pa tudi ena taka pomembna, recimo, vstopna informacijska točka je tudi portal Tvoja Evropa, recimo, kjer lahko najdejo državljanke in državljani praktične informacije, recimo, ne vem, če jih zanima študij, delo, poslovanje, nakupovanje, karkoli v Evropski uniji, tam so res zbrane tiste konkretne in pa koristne informacije na enem mestu. Ob omembi Evropske unije večina ljudi pomisli tudi na evropska sredstva. Je tudi to področje v vašem okviru oziroma lahko tudi z tega področja pri vas dobijo informacije? Ja, seveda. V bistvu mi se bomo bolj osredotočili na informiranje o aktualnih razpisih. Če bomo dosegli to, bodo posledica tudi večje število prijav na različne razpise. Je pa tu izjemno pomembno, da se povezujemo z različnimi organizacijami. Ne vem, za primer, če nekoga zanima prijava na program Evropa za državljane, lahko osnovne informacije pridobi pri nas, zagotovo pa ga bomo napotili tudi na kontaktno točko programa Evrope za državljane, ki deluje v okviru CMIPIUS-a. Prej ste omenili dogodke, mogoče, če poveste, katere dogodke načrtujete v naslednjih mesecih? Ja, že kmalu začnemo z delavnicami za mlade po osnovnih in srednjih šolah, potem bomo prirejali razprave na temo različnih evropskih prioritet. Že kmalu se bomo lotili tudi nekako promocije udeležbe na evropskih volitvah, ki so sicer drugo leto, ampak se nam zdi, da ni nič narobe, če začnemo že to leto. Zagotovo pa recimo za splošno javnost en tak zanimiv dogodek v mesecu maju organiziramo Filmski teden Evrope, tako da res en zelo širok nabor različnih dogodkov. Je pa pomembno, da ko prihajamo ob dogodke v stik z ciljnimi skupinami, da o predlogih, ki jih dobimo, mnenjih, potem tudi povratno informiramo predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji oziroma Generalni direktorat za komuniciranje Evropske komisije. Pred leti je v središču mesta potekala dobro obiskana prireditev Evropska vas, se mogoče tudi ta vrača v Mursko Soboto? Rekamo tako, storili bomo vse, da povežemo ustrezne akterje in da se ta, bom rekel, tudi osrednja prireditev ob dnevu Evrope vrne na trg kulture. Prav, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in seveda veliko uspehov. Hvala.